Pozdravljen! Tokrat sem se udeležil še enega maratona in to je bil Argonavtski maraton na Vrhniki. Prireditev letos poteka že 15. in je po mojem mnenju ena najbolj organiziranih kolesarskih dirk pri nas. Maraton se začne na Vrhniki, kjer prvih slabih 10 km prevozimo v zaprti vožnji. Ta traja vse do Borovnice, kjer se uradno začne merjenje časa. Od tam nas cesta vodi proti Podpeči, kjer zavijemo levo proti Notranjim Goricam, nato pa desno proti Brezovici in Tržaški cesti. Za kratek čas se približamo Ljubljani, še preden zavijemo levo proti Dobrovi. Nato je nekaj naslednjih kilometrov lepa ravnina, kjer se veliko ne dogaja. Tako počasi pridemo do Zaklanca, kjer se začne prvi resnejši vzpon dneva. Dolg je približno 1,5 km s povprečnim naklonom okoli 5%, na najstrmejšem odseku pa se povzpne tudi do 11%. Prav tu se običajno začnejo prve prave selekcije med kolesarji. Nato se najprej spustimo do dolenje vasi pri Polhovem Gradcu in nato zavijemo levo, kjer se začne najdaljši vzpon na dirki. Po prečkanju Polhovega Gradca se cesta začne vse bolj enakomerno dvigati. Vrh dosežemo pri planini nad Horjulom, ki označuje tudi najvišjo točko maratona. Vzpon je razdeljen na dva dela. Celoten segment od Polhovega Gradca do vrha planine pa meri 13,5 km s povprečnim naklonom okoli 3%. Proti vrhu naklon občutno naraste, posamezni odseki pa presežejo tudi 13%. Sledi spust, a počitka ni veliko. Kmalu se cesta znova postavi pokonci, kar ni presenetljivo, saj temu območju ne pravijo zaman Polhograjski Dolomiti. Najprej premagamo krajši Hupser, nato pa nas čaka še vzpon na Smreče. Tudi ta je sestavljen iz dveh delov. Po prvem vzponu sledi kratek spust, nato pa še zaključni, precej bolj zahteven del do vrha, kjer je treba iztisniti še zadnje atome moči. Ko je Smreče za nami, so glavni vzponi končno zaključeni. Sledi hiter spust proti Podlipi, kjer se cesta nekoliko poravna, nato pa nas do cilja na Vrhniki spremlja pretežno ravninski teren. Celoten maraton skupaj z zaprto vožnjo meri dobrih 86 km in dobrih 1000 višinskih metrov. Kakor smo že videli na posnetku, gre za precej ravninski prvi del, nato pa v drugem delu sledijo Polhograjski Dolomiti z razgibanimi klanci. Srečno, 5, 4, 3, 2, 1, ekole, Ivan Kartolena za mani. Tako pa smo štartali. Ker ta dirka letos šteje tudi za državno prvenstvo v disciplini cestnih dirk, je bila konkurenca res na nivoju. Pred štartom smo poslušali Zdravljico, kakor se za državno prvenstvo spodobi, nato pa se je začela zaprta vožnja do Borovnice. Ni pa ta zaprta vožnja nič manj stresna kot dirka. Sam bi rekel, da je še nekoliko bolj. Namreč vsak hoče držati svojo pozicijo, ponavadi je tudi nekaj prerivanja in zaviranja, ampak letos je vse skupaj potekalo kar gladko. V Bistri smo pri gradu zapeljali čez Tlakovce, kjer so nekaterim že odpadali prvi doni. Že kmalu zatem smo prišli do Borovnice, kjer je bil po levem ovinku uradni start dirke. Seveda je bilo takoj na začetku nekaj poizkusov pobega in hitrost se je povečala. Sam sem delal predvsem na tem, da imam dobro pozicijo v skupini. Če ne paziš, te skupina hitro požre. To se mi je zgodilo že čez nekaj minut tukaj, kjer sem padel nekaj mest nazaj v skupini in sploh nisem videl dogajanja naprej. Tukaj se je oblikoval tudi pobeg dneva, ki so ga sestavljali 4 kolesarji. Upam, da sem naštel prave, saj je težko dobiti vedno zanesljive informacije. Skupina jih ni zares lovila, zato se je njihova prednost počasi večala. Vmes se je vse tako umirilo, da sem prišel že na čelo skupine s precej nizkim tempom in me nihče ni hotel prehiteti. Malce sem se v zmernem tempu vozil naprej, na kar je po levi strani tempo zvišal Matjaž. Sam sem bil v tem delu dirke odločen, da ne bom po nepotrebnem porabljal moči z lovljenjem in mislim, da so bili podobnega mnenja tudi ostali. Tempo se je ob nekaterih pospeševanjih sicer na trenutke nekoliko povečal, tako da smo Matjaža hitro pokrili,
ampak zares je bila letos vožnja na tem delu precej počasna. Tako se je ta vožnja v skupini nadaljevala in že smo bili blizu zaklanca, kjer se bo začel prvi vzpon. Vmes je po levi sledil še en Matjažev napad, ki je hitro spet naredil nekaj razlike. Vedel sem, da bo na tem delu precej pomembna dobra pozicija že na začetku vzpona, zato sem se pomaknil nekoliko više v skupini. Kot vidimo, je imel pobeg tukaj že več kot 3 minute prednosti, kar pa je že zelo veliko. Ker vzpon ni zelo dolg, tukaj ni pametno varčevati z močmi, saj na to sledi dolg del, kjer je zelo pomembno, da dobiš dobro skupino. Tako sem nekako ciljal, da mi morda letos uspe ta kratek vzpon prevoziti s prvo skupino. Moj načrt je bil hitro pokvarjen, ko smo na tem delu malce zaprli in se tako hitro izgubil priključek. Trudil sem se sicer še nekoliko povečati tempo in slediti, ampak to je bil račun brez krčmarja. Ko zdaj po dirki malce analiziram sam vzpon, je bila letos prva skupina tako hitra, da itak ne bi zdržal, tudi če bi bil zraven. Mislim, da so bili prejšnji najboljši časi mogoče malce po 3 minute in pol in nekako blizu temu sem optimistično ciljal tudi jaz. Vendar so letos ob tej močni konkurenci šli gor še hitreje. Če pogledamo čas segmenta na Stravi, so bili vsi najboljši gor že okoli 3 minute in 11 ali 12 sekund. Človek bi si mislil, da teh 15 do 20 sekund ni veliko, ampak na tako kratkem klancu je to cela večnost in zame trenutno povsem nedosegljiv čas. Tako sem proti vrhu najstrmejšega dela klanca ujel skupinico 3 kolesarjev. Tukaj se teren začne počasi ravnati in zavetrje postaja vedno bolj pomembno. Kolesarju pred mano so tudi nekoliko pojenjali moči in nastala je luknja, zato sem skočil, da slučajno ne bi izgubil skupine. Nedaleč naprej smo že videli naslednjo manjšo skupino, zato smo naredili nekaj kratkih menjav in se ji uspešno približevali. Ko smo jih ujeli, sem opazil, da se je nam od zadaj pridružilo še nekaj kolesarjev, tako da je nastala že kar velika skupina. Tempo se je malce umiril in vedeli smo, da moramo pohiteti, če hočemo ujeti prvo skupino. Zato sem se pomaknil nekoliko naprej, da bi povečali tempo. Tukaj je dobro menjavo najprej naredila Laura, ki je kasneje uspelo tudi zmagati v generalni razvrstitvi med puncami. To smo iza ovinka že videli prvo skupino in po nekaj dobrih menjavah smo bili že zraven. Tempo se je na tem delu seveda spet umiril. Od zadaj nas je zato ujela še ena skupina, tako da je bila glavnina ponovno velika. Teren se je tukaj že počasi začel dvigati in naklon se je vsakih nekaj kilometrov še malce povečal. Moj načrt je bil, da se tukaj čim dlje vozim s skupino v dobrem zavetrju. Vsakič, ko je prišel kakšen manjši hupser, so vodilni malce navili tempo in skupina se je razpotegnila. Ker pa naklon še ni bil prevelik, se je bilo težko odlepiti iz skupine. A že kmalu zatem se je to spremenilo, saj smo prišli do dela, kjer se naklon precej poveča. Tam sem vedel, da ne smem pretiravati, zato sem začel voziti v nekem vzdržnem tempu. Vedel sem, da se bo slej ko prej okoli mene oblikovala skupina, ki bo ustrezal približno enak tempo. Dodatna težava na tej dirki je bila vročina, saj je bilo nebo brez oblačka, napoved pa okoli 30 stopinj. Tudi to seveda precej vpliva nate, saj te lahko, če pretiravaš, še toliko prej pobere. Vmes je bilo sicer nekaj sence, ampak na tej dirki je bila na vzponih to bolj izjema kot pravilo. Kot sem predvideval, smo na vzponu hitro oblikovali skupino s podobnim tempom. Približevali smo se cerkvici na vrhu planine, nato pa nas je končno pričakal krajši položnejši del, kjer si se lahko malce oddahnil. Na vrhu so delili tudi kozarčke s hladno vodo in ob moji nerodnosti mi je šele v drugo uspelo vzeti en kozarček. Pijača, ki jo imaš v bidonih, se pri takih temperaturah neizbežno segreje, zato tudi tako majhen kozarček nekoliko hladnejše pijače res paše. Spust je bil lep, si pa moral biti vseeno na ovinkih pazljiv, da si jih dobro odpeljal. Drugače je hitro nastala kakšna luknja. Bilo je tudi nekaj manjših serpentin in v eni sem izbral posebno napačno linijo, tako da sem moral kar dobro pospešiti, da sem skupinico spet ujel.
Spili smo nekaj vode in pojeli nekaj prepotrebnih gelov, nato pa se je že kmalu začel vzpon na Šentjošt in Smreče. Tempo skupine je bil dober, bi pa lagal, če bi rekel, da nisem vozil precej na zgornji meji udobja. Na vrhu prvega dela vzpona smo prišli do Šentjošta, kjer je nastala tudi manjša luknja. Vedel sem, da bo kmalu sledil na spust in da razlika ne sme biti prevelika, če jih želim na to spet ujeti. Nekaj kolesarjev je pomagalo pokriti razliko in ko se je začel ta krajši vmesni spust, smo bili že vsi spet skupaj. Nato se je začel še zadnji vzpon do Smreče. Ritem je ponovno narekoval klubski kolega Uroš in tukaj mi res ni bilo lahko. A splačalo se je še malo potrpeti, saj je bil to zadnji klanec na dirki. Že kmalu zatem je sledil zaslužen spust. You're my heartbeat, my silent drum that is kicking me till I'm numb. I wanna feel the love that James Brown did when he got standing ovations on his gig. I wanna feel free like a bird in the sky when he opened his wings to fly on by to the beat of my silent drum. Ko smo končali z glavnim spustom do Podlipe, je sledilo še nekaj hitrih kilometrov po ravnini do Vrhnih. Dogovorili smo se za kratke menjave, saj je bilo v interesu vsakogar, da čim prej pridemo do cilja. Informacij o časovnih razlikah med skupinami seveda nimaš in ves čas te malce skrbi, da bi te še kdo dohitel, zato smo imeli vsi interes voziti hitro. Tako je čas do Vrhnike hitro minil in kmalu so se začela kalkuliranja. Ker nas je bilo v skupini okoli 8, sem vedel, da bomo med seboj najbrž obračunali v sprintu. Zato smo nehali delati menjave in se vozili v relativno udobnem tempu. Nisem vedel, koliko tekmovalcev iz moje kategorije je sploh v tej skupini in ker vem, da trenutno nimam dobrega sprinta, sem skoval načrt, da poskusim napasti nekoliko oddaleč. Poskusil sem pobegniti, ampak že po nekaj sekundah sem videl, da so se mi na kolo prilepili še 3 iz skupine. Zato sem povsem popustil, da bi prišel nazaj v zavetrje in si izboril nekoliko boljšo pozicijo. A seveda so imeli tudi ostali svoje načrte in ko so začeli sprint, sem malce zamudil, nato pa je bilo vsega konec. Ko sem pogledal nazaj, so bili ostali v skupini že precej daleč, tako da sem se mirno pripeljal v cilj. Morda izvedba ciljnega sprinta res ni bila najboljša, ampak samo dirko sem bil zelo zadovoljen. S časom 2 ur in slabih 4 minut sem končal na 8. mestu v kategoriji in na 32. mestu skupno. Dirka je bila vroča, ampak sem na njej maksimalno užival. No, pa smo končali še za eno dirko. Naroči se na kanal in se kmalu vidimo na naslednji. Živ!